Pozdravljena, Živjo, kako si? Zdravo, jaz sem dobro, kako si ti, Andreja? Tudi jaz sem dobro. Draga cerkev, tudi vi, vsi prav lepo pozdravljeni. Ja, pozdravljeni, dragi prijatelji. Kako ste vi? Želim si, da bi lahko slišala vaše odgovore, ampak verjamem, da ne bo več dolgo tako. Verjamem, da se bomo kmalu lahko spet videli, stisnili roko in se objeli. Ja, tako je. Tudi ti pogrešaš skupnost, a ne? Ja, zelo. Skupnost mi vedno predstavlja nekaj velikega in pomembnega. Je čisto drugače kot takole preko ekrana. Ko smo skupaj, je slovljenje lepše in imam občutek, da Božja beseda postane nekako mogočnejša, pa bolj živa. Tako da neskončno, pa predvsem pogrešam pogovore po naših bogoslužjih, ko smo lahko drug z drugim poklepetali, si prisluhnili, povedali, kaj se dogaja v našem tednu. Ali pa mogoče celo skočili v mesto na pijačo, ali pa sladoled potem. Ja, res je, se strinjam. Tudi jaz, veš, sem si prav danes zaželela videti vsakega posebej. Po drugi strani pa sem vesela za to izkušnjo. Mislim, da bomo znali v bodoče ceniti čas brez ukrepov, nedelje, druženja, cerkev, bogoslužja. Ja, se strinjam, ja. Si kaj poslušala zadnje pridige, Kaja? Ja, sem. In ena, ki mi je specifično izstopala, je bila v bistvu prva v seriji, katerih se zdaj pogovarjamo in zdaj poslušamo. In ta je bila na temo goreče molitve. Wow, super, res. Danes pa bo tema pridige Odkleni svojo vero. Ja. Se že veselim. Jaz tudi mene zanima, kako bo in molim, da bo ta beseda blagoslovljena za vsakega poslušalca. Tako je. Vzemiva še Sveto pismo, papir, svinčnik in potem prisluhniva današnji pridigi. Super! Končno je prišla pomlad in čas za sajenje in sejanje. Pred 14 dnevi je k meni prišel prijatelj z manjšim strojem za rahljanje zemlje. Saj je opazil, da imam na terasi med travo veliko maha, ki bi ga bilo treba odstraniti, da bi se lahko razrasla lepša in bolj zdrava trava. Oba z ženo sva se strinjala in bila zelo vesela, saj sva že razmišljala, da bova morala odstraniti travnato površino in jo popolnoma obnoviti. Najin prijatelj je delal nekaj ur in na koncu sem opazil, da je obstoječa trata postala lepša, počesana, pograbljena, zemljišče pa bolj poravnano. Bil sem navdušen. Za konec pa mi je še dal semena, ki naj bi jih vrgel pred dežjem, da bi bila še trava bolj gosta. Stroj, ki ga je uporabil moj prijatelj, je imel dolge kovinske konice in rezila. Videti je bil kar robusten in ko je zakopal v zemljo in ga začel premikati po zelenici, je ta stroj nemudoma začel puliti, rezati in čistiti trato. Zanimivo mu je bilo opazovati. Bil je glasen, okoli njega se je vse kadilo, rezalo, a na koncu je bilo vse tako lepo videti. Ravno tako je, dragi moji, treba preveriti naša srca in naš z rezili ne iz železa, temveč z rezili Božje besede, da bi prečistili in odstranili vso nesnago, ki se je nabrala v naših srcih in nam preprečuje, da bi rasli in se razbohotili v močne, predane vernike. Zakaj je to možno? Ker je Božja beseda tako mogočna in pravi, da je Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca. Ni je namreč stvari, ki bi ne bila vidna pred njim, pred njegovimi očmi je vse razgaljeno in odkrito. Njemu, torej Bogu, bomo dajali odgovor. To piše v pismu Hebrejcem 4:12-13. Želim, da bi dovolili, da bi Božja beseda opravila v nas to potrebno delo. Ne da bi o njej samo vedeli,
temveč da bi opravila svoje delo v nas, zaradi katerega nam jo je Bog pravzaprav dal. Želim si, da bi jo živeli vsak dan. Želim si, da bi Božja beseda vplivala na rast naše vere in imela čudovite posledice. Ne samo za nas, temveč tudi za naslednje generacije. Od česa je odvisna rast? Od česa je odvisna rast naše vere? Rast naše vere je odvisna od kesanja. Stopimo pred Boga. Dragi moji, stopimo in jočimo, stokajmo in ga prosimo za odpuščanje. Kajti to je kesanje. Naj nam Bog opere srce v krvi svojega Sina Jezusa Kristusa, v krvi jagnjeta, ki je bilo darovano za naše grehe, da bi bili pripravljeni za sprejemanje semen, ki so Božja beseda. Da bi se v nas razrasla vera, dragi moji, da bi pognala korenine, ki bi se utrdile in prinašale sadove. Naj rezila, bratje moji in sestre, Božje besede močno zarežejo in odstranijo vsak mah, ki se tako rad nabere in razraste v duši vse okoli nas, veliko in močno. Drugo, naša rast je odvisna od sejanja Božje besede. In to kam? V naša srca. V pismu Kološanom 2:6-7 beremo: kakor ste torej sprejeli Gospoda Kristusa Jezusa, v njem živite, ukoreninjeni in sezidani, v njem ter utrjeni v veri, kakor ste bili v njem poučeni. Apostol Pavel nas spominja, naj bomo ukoreninjeni v Kristusu Jezusu. In mi vemo, kako pomembno je, da se korenine lahko širijo, krepčajo in s tem omogočijo steblu, da postane močno, debelo za vse vremenske razmere. Vera se začne tam, kjer se spoznava Božja volja. Vera kot seme, ki ga sejemo v svoja srca in v svoj s poslušanjem Božje besede. To je dejanje, dragi moji, ki se mora vedno obnavljati. To je proces, ki se nikoli ne konča. Prav zaradi tega so bile moje prejšnje pridige osredotočene na molitev, na vizijo, na pomembnost Božje besede, da bi danes lahko govorili o veri, ki je tako pomembna, a do katere ne moremo priti, če prej ne naredimo nekaj pomembnih korakov. Zato se resno lotimo preučevanja Božje besede. Moramo jo spoznati in moramo jo živeti. Molite, bodite vizionar, označite si mesta, katere ste prebrali, kjer vam je Bog spregovoril in govoril. Verujte v Božjo besedo, verujte v to sporočilo. In tretje, rast naše vere se mora videti v naših aktivnostih. V Jakobovem pismu 2:7 piše: tako je tudi z vero, če nima del, zase sama je mrtva. Torej, ker nima moči, ker ne deluje, če ne izvršujemo našo vero. Zato kot pastor si želim, da bi na tej tretji točki največ delali, da bi vadili in se prizadevali. Jasno mi je, da kot verniki imamo vero, ne dvomimo v Boga, vendar nam včasih zmanjka poguma, da jo tudi živimo, da jo udejanjamo, da jo širimo, naj raste, da pričujemo o njej. Zelo radi se pohvalimo z našimi dosežki, dosežki naših športnikov, naših otrok, celo hišnih ljubljenčkov, kaj ne? Kako radi pa se pohvalimo z osebno vero,
ki jo živimo in okušamo? Včasih imam občutek, da jo skrbno držimo zaklenjeno, da jo bolj držimo zase. Imamo jo, vemo, da je tu, a v praksi je videti, kot da nam ne gre najboljše. Želim si, dragi moji, da bi v naši cerkvi prišlo do osvoboditve vere, da bi prišlo do odklenitve tega kovčka z vero, ki bo potem postala dejavna in delala čudeže v nas in po nas, ki jih še nikoli nismo videli. Saj vera in dvom ne moreta živeti v isti hiši. Bog želi, da se premaknemo. Bog želi, da delamo korake. Dragi moji, Bog želi, da imamo rastočo vero. Bog želi, da imamo noro vero. Predstavljajte si, da imate v garaži najnovejši model Mercedesa. Vzamete ključe, se usedete na sedež, na usnjen še, če je možno, prižgete motor in čakate. In čakate. Kaj se bo zgodilo? Nič. Kljub najnovejši tehniki, ki je v avtu, in kljub temu, da je avto lep, svetleč, ne bo se premaknil. Če ne boste dali v prestavo in če ne boste pritisnili na plin, kaj ne? Tako je tudi z našo vero. Če se ne bomo premikali, nam ne bo pomagalo nobeno vedenje o veri. Nekateri kristjani so prehitro zadovoljni. Vse je ok. Zadovoljni so, da so odrešeni, zadovoljni so s tem, kar imajo, zadovoljni so s tem, kar delajo. Vendar Bog, naš Gospod, naš Jezus, ki je umrl za nas, ki je umrl za cel svet, želi, da smo aktivni. Želi, da se premikamo. In nas Gospod kliče, da moramo biti kristjani, tisti, ki jim je mar tudi za druge ljudi, ne samo za nas. Da smo kristjani, ki se bodo borili za druge ljudi. Večina kristjanov živi v varni hiški, vendar se življenje dogaja izven te hiške. Moramo izstopiti iz svojega ugodja, dragi moji. Moramo prestopiti naše okvirje in naše meje. Moramo stopiti do drugih ljudi, do oseb, da jih spoznamo in da spoznamo njihove potrebe, da jim pomagamo spoznati Jezusa Kristusa in spoznati drugo življenje. Želim vas samo spodbuditi, želim vam reči, želim vam povedati, da ne želim reči, da niste v redu, temveč vas želim spodbujati in sebe in vas, da imamo lahko še bolj blagoslovljeno življenje. Želim, da sodelujete z Bogom. Želim, da boste imeli velike zgodbe v svojem življenju. Želim, da imate zgodbe, ki vas bodo zadovoljile, ki vas bodo opogumljale in ki bodo opogumljale tudi druge ljudi, ki so v stiskah, v težavah, ker boste vedeli, kaj zmore Bog. A ne? On zmore veliko, on zmore vse, kajti on lahko poskrbi za vse in za vse okoliščine ima rešitev, ne glede, kako težke so. Zato ne bodi samo dober človek, ne bodi samo kristjan. Ti si ustvarjen, Bog te je ustvaril za večji namen. Ti si ustvarjen, da si človek po Božjem srcu, da si junak vere. Ti si ustvarjen, da premikaš velike gore. Dragi moji, zgodbe o Abrahamu, o Danielu in njegovih prijateljih, zgodbe o apostolih in drugih ljudeh, ki so zapisane v tej knjigi, nam ne bodo pomagale, če ne odklenemo lastne vere. Ne bojmo se pritisniti na plin. Vozimo, dragi moji. Dajmo v četrto in dajmo na plin. Verujmo stvarem, ki so zapisane v tej knjigi, ki nam jih Bog obljublja. Verujmo besedi Božji, verujmo vsem tem, kar nam obljublja in kar nam daje. Ali imaš kakšno obljubo? Obljubo, kot ti je Bog dal?
Če je nimamo, pomeni, da nismo preživeli dovolj časa z Bogom. Če je nimamo, pomeni, da nismo molili. Če je nimamo, pomeni, da si nismo pričakovali Božjo besedo. Da nismo nič opazili v njej, da nas ni dvignila, da se nas ni dotaknila. Dragi moji, zato je pomembno, kot smo zadnjič govorili, da si počrtamo, da jo zapišemo in da lažje najdemo, ko bomo potrebovali. Dragi moji, iskali in iščimo Boga. Iščimo stvari, ki jih ima pripravljene za nas. Bog je pripravljen. Ali si ti, ali sem jaz. On je pripravljen, da začne danes. Da začne danes velike stvari v tebi in meni. Vem, da želi videti tvojo in mojo akcijo. Da ne sedimo, da ne čakamo. Želi videti, da mislimo resno. In on nam bo stopil in nam bo pomagal. Tako pravi Božja beseda. Poglejte življenje Abrahama, ki se ga uvršča med očake vere. Abraham je bil aktiven. Včasih ljudje pravijo, ampak Abraham je bil poseben človek. Oprostite. Abraham ni bil nič drugačen, kot sva ti in jaz. Abraham je delal napake, dragi moji. Abraham je grešil ravno, kot grešiva ti in jaz. Zamislite celo, imel je otroka z napačno žensko, lagal je in še veliko drugega lahko beremo o Abrahamu. Ali on se je razlikoval od mene in tebe le po veri, le po zaupanju v Boga in njegovo besedo. In ko mu je Bog rekel, Abraham, zapusti to deželo. Samo ga je vprašal, Bog, kam naj grem? In Bog mu odgovarja, boš že videl, ti kar pojdi. Ali bi se ti odpravil v drugo deželo, če ne bi vedel, kam moraš priti? Ali bi ti zaupal Bogu, če bi slišal njegov glas, da moraš iti sedaj v mesto, da te čaka in da te mogoče nekdo tam čaka in da moraš mu povedati nekaj o Bogu? Ali bi mu zaupal? Abraham mu je zaupal, ni vedel, kam gre, ali vedel je, da ga Bog vodi. In Bog želi tebe in mene, dragi moji, voditi. In ko mu je ponovno rekel, Abraham, žrtvuj mi svojega edinega sina, Izaka, ki ga imaš, žrtvuj ga. In Abraham je vstal zgodaj zjutraj, da bi pripravil svojega sina za žrtev. In ko sta šla s sinom na goro, ga je približno 12-letni otrok Izak vprašal, očka, kje pa je žrtev? Abraham mu je odgovoril, Bog bo poskrbel. Abraham je vedel, da bo Bog poskrbel. Abraham je delal korake vere, dragi moji. Želimo biti podobni Abrahamu. Jaz se želim. Tudi tebe vabim, da korakamo v veri za Abrahamom, za Bogom in bomo videli neverjetne stvari že v letošnjem letu. Želim si, da delaš te korake vere. Da se premikaš. Zato, dragi brat, dragi sestra, stopi na plin. Nikoli ne dovolite, da bi vam strah pred neznanim ali nepreizkušenim preprečeval, da ne bi naredili tistega, kar Bog vidi. Kar je pravzaprav v vaših očeh nemogoče. Vendar v Bogu je vse mogoče. Zakaj? Ker resnica je to, kar piše v Svetem pismu in beremo v Evangeliju po Luku 1:37. Namreč Bogu je vse mogoče. Bogu je vse mogoče. Ali želite vedeti, kakšen blagoslov ima Bog pripravljen za vas? Vem, da si želite. Potem začnite danes korakati. Naj bo to začetek vašega korakanja z Bogom. Zato dodajte plin. Če vam Bog pokaže vrh gore, začnite takoj korakati in nič se ne sprašujte. Kam in kaj, zakaj, temveč hodite. Bog vam bo začel na poti odpirati razloge, zakaj vas pošilja tja. In boste 100%
100% kmalu izvedeli. Dragi moji, zato hodite gor, hodite do Boga, hodite z Bogom. Hoja je vsakodnevna stvar, to ni enkraten premik, to ni praznik, to so koraki, vsakodnevni koraki. To ni trenutek, to je čas. To je premikanje. To je premik iz udobja, premik v delovanje. Ne samo v trenutku, temveč v življenju. To je življenjski stil. Življenje je, dragi moji, pravo, ko se ga živi po veri. Ponavadi se k veri zatekamo, nažalost, samo v tragedijah, kot je bila vojna. Takrat so bile cerkve polne, novih vernikov, novih ljudi. Sedaj, ko je korona, se povečuje tudi interes za Boga. V mnogih državah sporočajo to. Bog pa ne želi, da bi mi živeli vero samo takrat, ko imamo stiske. Samo takrat, ko vidimo to nemoč. Bog želi, da sprošča svojo vero v nas, v tem, da vsakodnevno živimo, da vsakodnevno hodimo z njim in da vsakodnevno izkušamo Božjo roko in njegovo vsemogočnost v našem življenju. Koliko energije zapravljamo za razmišljanje, kaj ni Božja volja. Ko pa je mogoče v resnici vse, kar slišimo in vidimo in kaj beremo v Svetem pismu. Vera ni verjeti, da Bog lahko, ampak vera je verjeti in zaupati, da Bog bo. Zato, ker pravi Sveto pismo, da so v Bogu vse njegove obljube da in ja. Draga cerkev, zato vas pozivam k živi, dejavni veri, da bomo tudi mi uvrščeni med ljudi vere. Zakaj moramo brati samo o veri od Georgea Millerja? Zakaj moramo brati samo o veri Hudsona Taylorja, Amy Carmichael in mnogih drugih, ki so pred stoletji verovali Bogu in Bog je po njih delal velike stvari? Zakaj ne bi mi imeli zgodbe o Zvonku, o Sari, Klemenu, Kaji, o tebi, dragi moji, in o vsem, ki bodo verovali Bogu. In je seveda Bog deloval po njih in v njih. Zakaj ne bi naša cerkev imela velike čudovite zgodbe danes, da je Bog zaradi aktivne tvoje in moje vere dodal nam 7000 ljudi, na novorojenih kristjanov? Zakaj ne bi imeli velike, lepe in reprezentančne cerkve, novih vernikov, poslovnežev, podjetnikov? Verujmo, dragi moji, in imeli bomo, zato ker nam bo Bog dal. V njem je vse mogoče, pravi Sveto pismo. In verujmo, zaupajmo. Zato hodimo proti temu cilju. Verujmo, da bo Bog pozdravil mojo hčerko. Verujmo, da bo pozdravil mojega sina, da bo ozdravil moj zakon, da mi bo poskrbel službo, ko je potrebno, da mi bo dal moža ali ženo. Želim si, da bi naša cerkev imela DNK vere v krvi. Verujmo in se zahvaljujmo, ne dvomimo, hodimo v veri. Saj piše v pismu Hebrejcem 11:6. Brez vere namreč ne moremo biti Bogu všeč. Kajti kdor prihaja k Bogu, mora verovati, da on biva in poplača tiste, ki ga iščejo. Naš Bog nam želi poplačati našo vero. Kakšna obljuba! Ne delamo zastonj, dragi moji. Poglejmo, kaj piše v Razodetju. Pravi, glej, prihajam kmalu, pridem kmalu in seboj bom prinesel plačilo in nagrade, da dam vsakemu in da mu povrnem po njegovem delu, da mu izplačam tisto, kar si zasluži. Da mu dam po njegovih dejanjih in da bo njegovo delo priznano za večno v nebesih. To piše v Razodetju 22:12. A želiš, a veruješ? Zato začnimo se premikati. Jaz vas vabim na eno novo obdobje izkušnje vere z Bogom. In da zaključim. Posledice naše vere
bodo ostale naslednji generaciji. Naj naslednji rod spozna, da so tukaj živeli očetje, ki so verovali, da so tukaj živele matere, ki so verovale in da zaradi njihove vere sedaj stojimo tudi mi in imamo stvari, ki so jih oni izprosili od Boga, po veri in so jih dobili. Naj bo naslednja generacija blagoslovljena zaradi mene in tebe. Pričakujmo velike stvari. Pričakovanje rodi dogodek, dragi moji. Pričakujmo dobre dogodke. Molimo in živimo za te dobre dogodke, ki jih Bog želi delati v nas in po nas. Glejmo naprej. Jezus je z nami. To je njegova obljuba. Jezus nas spodbuja, da hodimo v veri in da živimo vero. Jezus pravi, da je dovolj imeti vero, kot je majhno goričično zrno. In že s to majhno vero bomo premikali velike gore. Naj Božja beseda opravi v nas potrebno delo, da bomo začeli verovati in zaupati Bogu. Bog, odkleni mojo vero. Bog, odkleni našo vero ravno zdaj. Mogoče pa prej potrebuješ vero za kesanje, mogoče vero za odpuščanje, vero za življenje in mogoče vero za dajanja. Če pa to potrebuješ, bodi z nami, bodi z menoj, bodi z nami naslednjo nedeljo, kajti bomo govorili o tem, da imamo vero za dajanje. Sedaj želim moliti za tebe in želim moliti za sebe, da nam Bog res podari to vero, s katero bomo hodili in premikali velike stvari v naši Sloveniji. Oče nebeški, hvala ti za vero. Hvala ti za to čudovito orodje, ki si nam podaril. Bog, hvala ti za vero vsakega brata in sestre. Gospod, premakni nas. Naj bo vera, ta vera, ki jo imamo, postala živa in močna in mogočna. Bog, naj Sveti Duh jo prerodi, naj jo obnovi, Gospod, da začnemo verovati, resnično začnemo verovati tvoji besedi in tvojim obljubam. Gospod, ne zaradi nas, temveč zaradi tvoje slave, zaradi odrešenja mnogih, ki čakajo na odrešenje v naši deželi. Oče, zato prosim te v imenu Jezusa Kristusa, sprosti zdaj našo vero. Naj bo to na slavo tebi. Amen. Tvoja
Oh, kako spodbudna beseda. Andreja, kaj se ti zdi? Ja, super, res. Všeč mi je misel, da moramo imeti noro vero. Ja, in da jo moramo živeti, ne samo vedeti o njej. Ja. Dragi bratje, sestre, živimo to vero. Naj bo ta teden hoja v veri, razmišljanja z vero in delovanja z vero. Ja, in naj nam Bog pomaga v dneh, ko bomo na tleh. Naj nas dviga in nam da čim več pričevanj, ki si jih bomo lahko potem podelili. Se že veselim naslednjega tedna. Ja, naslednji teden pa bo pridiga o dajanju, o žrtvovanju. Tudi jaz se veselim. Ja, že dolgo v resnici nismo poslušali pridige na to temo in mislim, da je pravi čas zanjo zdaj. Ja. Torej, nama je bilo lepo z vami, želiva vam lep teden v pričakovanju nedelje in našega ponovnega druženja. Tako je, lep teden in adijo! Adijo!